Živjo, sem Jana Pristovšek in danes vam bom povedala, kako narcis razmišlja. Ko se znajdemo v družbi z narcisom, ni nič več tako, kot smo vajeni. Narcis je v družbi glavni. Govori, se smeji, okrog njega se zbirajo ljudje, je duhovit, lahko celo dobro zgleda. In vsi ostali moški okrog njega kar zginejo. Končno, si reče ženska, sem spoznala, sem v družbi moškega, ki je pravi moški. Ne tisti dolgočasni, počasni in nezanimivi moški, s katerimi sem imela zdaj opravka. Okrog narcisa se zbira veliko število žensk, zato ker je zanimiv za veliko število žensk. In ženske začnejo med seboj tekmovati, katera ga bo dobila. In narcisu to blazno ugaja. In narcis ima vedno več želez v ognju. Narcis vidi sebe, narcisa zanima samo on. Ampak narcis zna biti najbolj šarmanten moški, kar jih je. In narcis vam bo poslal v službo 100 vrtnic in sodelavke bodo padle dol in vi boste, wow, končno se je nekdo spomnil name in naredil tako, kot gledam v filmih. Narcis vas bo peljal na kavo, na Bled, v Portorož, Milano, Benetke. Večerje bodo v najboljših restavracijah in ultra zanimive. Večerji bodo najbolj romantični, s svečami, vrtnicami in ne vem čim še vse. Samo pazite, da ne boste zakurili stanovanja ob vseh teh svečah. Narcis je popoln. Ima motor, ima jadrnico, potuje, ima najboljše obleke, ima fantastičen avto. In ženska dela samo, to je neverjetno, kakšno srečo imam jaz. In se zaljubi se v njega, zaljubi se v življenje, ki se ji obeta, zaljubi se v svoje sanje. In narcis je tako pozoren in tako hodi okrog te ženske, da enostavno nima razloga, da bi mu ugovarjala, da bi mu rekla ne, da se ne bi z njim strinjala. In čez nekaj časa, v roku 3 mesecev, pride do prvega nesporazuma. In takrat bi ženska mogla videti prvi signal, ampak ga spregleda, ker ne more si več predstavljati, da bi spustila tako dobrega moškega. In reče, bom že, sej, to je samo trenutno, ampak on je tako dober, on je tako duhovit, on je tako zaželen. In gre naprej. In tako se zaplete vse bolj in bolj v njegove mreže. Zaplete se tako močno in tako nevede, da na koncu pride do tega, da ji narcis reče, to je limonada in v kozarcu ima belo vino. In ženska bo rekla, ja, saj morda pa res. Njegov svet je tako drugačen od sveta običajnega človeka, običajne ženske, da se preprosto v njem ne znajdemo. Narcis je kot pajek, ki plete mrežo okrog žrtve. In ko jo enkrat naplete in ko žrtev ujame, žrtev praktično nima več možnosti, dokler se absolutno ne spremeni v sebi. Opustiti mora vse tiste želje, pričakovanja, hotenja, delati veliko na sebi, se postaviti na trdna tla in pogledati situacijo, kakšna je. Zato, ker narcis po parih mesecih ni več tako prijeten, kot je bil na začetku. Ampak po parih mesecih postane samo še težaven. In iz te težave ženska minimalizira. Bo že, bom potrpela. Sej, ko ne bo več tako obremenjen, bo drugače. Ko ne bo imel več tako dela, bo pa spet prijeten. Ko se bom jaz malo bolj potrudila, bo vse v redu. Če ne bi bila jaz tako sitna, bi se imela midva lahko lepo. In
Nič od tega ni res. Nič od tega ni res. Narcis, ko jo narcis zaplete dovolj v svojo mrežo, ni več zanimiva. In takrat postane ona žrtev narcisovih frustracij. In narcis svoje frustracije stresa na to žensko. Nobene oblike ljubezni ni več, nobenih vrtnic ni več. Je samo še slaba volja, očitanje, znašanje nad njo. Če imata otroke začne obračati proti njej. Poglej, kakšna je mama, saj se ji lahko smejiš, poglej, kako je neumna. In ženska je dobesedno ujeta s tem narcisom. Ujeta je znotraj s svojimi čustvi, ujeta je s strahom, kako bo šla z otroki stran. Zato, ker narcis ji reče, ne bo šla, otroci ostanejo pri meni. Ti nisi nič, jaz sem vse. Narcis se vrti okrog svojega sveta, on je glavni. Njega otroci ne zanimajo, njega otroci zanimajo samo v smislu, koliko bo lahko prizadel in manipuliral z drugimi ljudmi. In ženske imajo otroke rade in zato popustijo, ker narcis otroka vzame za orodje, s katerim prizadene ženo, punco, mati svojih otrok. Kako stran? Velikokrat je zelo težko. Če gledate družinske tragedije, se dogajajo točno zato, ker pridejo do vrhunca v afektu z načrtovanjem do stvari, ki pripeljejo do tragedije. Se pravi, narcis imenujemo osebo, to je tak splošen izraz, ki se zdaj zelo pogosto uporablja, ki ima vsebine psihoticizma. Se pravi, narcis je psihopat oziroma sociopat. Odvisno od tega, kaj vse je v njem. In ti ljudje so sposobni najbolj okrutnih stvari. In tako pride do družinskih tragedij. Zato pravim jaz, prva zadeva, ki imate opravka z narcisom, poskrbite za svojo varnost. In ljudje rečejo, saj mi ne bo nič naredil. Ženske rečejo, saj mi ne bo nič naredil. Poskrbite za svojo varnost. Poiščite pomoč. In preden karkoli naredite, morate sebe postaviti na pravo mesto. Ne tako, da boste narcisu dokazovali, ampak tako, da boste najprej predelali stvari v sebi. Jaz sem zdaj povedala najbolj grozno varianto. Nijans je še 100 000. Ampak rešite sebe in rešite svoje otroke. Ko imate narcisa na delovnem mestu, se ne morete vedno takoj umakniti. Ampak ne se zaplesti v njegove mreže. Ne se zaplesti s tem, da mu boste dokazovali. Če je vaš šef, je pa popolnoma drugače, kakor če je sodelavec. Če je vaš nadrejeni, morate voziti slalom. Predstavljajte si, da imate ves čas opravka s kobro in morate ves čas paziti, da vas ne bo pičila. In tukaj morate, osnova za to je, da ste postavljeni v sebi, da se vas njegove besede ne dotaknejo, da mu ne dokazujete, da se ne sprašujete, kaj je mislil, zakaj je to rekel, zakaj se tako obnaša. A veste, narcis nekaj reče in gre naprej, on že zdavnaj pozabi. Vi se boste še zmeraj s tem ukvarjali. In on je že 10, 15, 20 korakov pred vami, vi ste še zmeraj tukaj. In ko je on 20 korakov pred vami, vi ste še zmeraj tukaj, vas bo ponovno napadel, vam bo ponovno spet kaj rekel in vi boste šli spet bolj dol.
Narcis razmišlja nelogično. Narcis razmišlja tako, kakor če bi zmetali kocke v neko škatlo in jih vlekli ven brez vsakega vzorca. Nobene logike ni, ne morete predvideti. Vse, kar lahko naredite, je samo to, da sproti očistite vse rane, ki vam jih je naredil, poskušate čim bolj preslišati, vzeti čim manj čustveno, da se vas čim manj prime, zato ker boste na ta način lahko sledili in vlekli prave poteze, dajali prave odgovore. Ne z dokazovanjem, ampak s tem, da vozite slalom. Dokler ste v družbi z narcisom, vozite slalom, drugače ste pogoreli. Narcisa oziroma sociopata, psihopata, povprečju spoznamo v roku 1 leta do 1,5 leta. Tako nekako pravi stroka. Najhitreje ga spoznate, ko mu rečete ne, ko se z nečim z njim ne strinjate in ko vidite njegovo reakcijo in ko ugotovite, da je reakcija popolnoma neustrezna, da ni enakovredna temu problemu, temu neju, temu nestrinjanju, ki ste rekli, potem vas prosim, za Božjo voljo pejte stran in ne reči, bo bolje, ne bo bolje, bo slabše. Ampak dokler mi nismo postavljeni v sebi, dokler mi nimamo notranje moči, dokler mi lastno vrednost črpamo od druge osebe, je to skoraj nemogoče narediti. Ko je na delavnici, ko jaz ljudem razlagam, traja mesece, da približno razumejo, ker je to je tako v nasprotju z logiko, z okvirji, s pravili običajnih, bom rekla, običajnih ljudi. V popolnem nasprotju s čustveno stabilno, osebnostno zrelo osebo. To ne moreš dojeti, enostavno ne moreš dojeti, da se neka oseba lahko tako obnaša, da lahko tako razmišlja. In zato je to tako težko. In po mesecih in tednih dela, pa naj bo delavnica ali pa individualno, ženska reče, to je zame pretežko, jaz ne morem več tega poslušati, jaz ne morem tega delati in se umakne. Ženske se umaknejo in potem morda čez mesece ali pa leta pridejo nazaj ali pa tudi ne. Te rane, te bolečine so tako močne, so tako grozne in občutek varnosti je že tako majhen, da praktično ne zmore več. In se samo še vrti v tem krogu, da preživi, da diha, saj bo boljše, v upanju, saj bo boljše, saj se bo zgodil čudež, saj se bo zgodil čudež. Čudeži se dogajajo, ampak ne sami od sebe. Nekaj treba narediti. In zato jaz pišem, govorim, prosim, ozrite se vase. Poiščite svojo moč v sebi. Poglejte, koliko ste v sebi mirni, ne delajte revolucije. Ni za delati revolucije, ker revolucija ne prinese nič dobrega. Ampak v miru najprej postavite sebe na mesto v sebi. Vredni ste, dobri ste, dovolj močni ste, sposobni ste. Ste vse tisto, kar vam narcis oziroma psihopat, sociopat odvzema. Vse tisto, kar vam govori, da niste. To ste. Ste pametni, odgovorni, zreli, močni in sposobni. In najprej naredite to, preberite si, berite knjige, hodite na delavnice, pejte k nekomu na posvet. Lahko si preberete knjigo Čarobni odnos. Na Facebook skupini Čarobni odnos vsak dan objavljam prispevke
Na moji spletni strani je veliko tem napisanega, imam delavnice, imam individualne tretmaje, terapevtov je veliko. Izberite tistega, ki mu zaupate. Izberite tistega, ki vam bo dal občutek notranje moči, ki vam bo povedal, kako postopoma, korak za korakom, izboljšati svoje življenje. Imejte se radi, poskrbite zase in nehajte verjeti narcisu, kar govori, da ste dobri ste, vredni ste, močni ste, sposobni ste. Imejte se radi in kmalu se spet slišimo. Čau, čau.